Sem Davorin Korpar in sem direktor in lastnik uspešnega podjetja Obsen d.o.o. iz Ormoža. Zmanjšate stroške vaše elektrike. Rok Makovec, spletna agencija IT Melona. Kot pooblaščen inženir sem pred 10 leti odprl podjetje z namenom, da optimiziramo stroške energije. Obsen to pomeni. S čim se ukvarjamo? Seveda prvi projekti so bili na področju razsvetljave, učinkovita razsvetljava, LED razsvetljava, zmanjšanje stroškov, seveda učinkovite svetlobe. Tukaj projektiramo in vgrajujemo različne svetilke, predvsem po namenu, bodisi športne razsvetljave, telovadnic, bodisi procesne razsvetljave, to pomeni industrije, bodisi tudi javne razsvetljave. Seveda kot pooblaščen inženir nadziram tudi projekte izgradenj kot elektroinženir. Drugače pa tudi smo koncesionar javne razsvetljave v Ormožu in dobavitelj raznovrstnih svetilk, opreme, energetske opreme. V zadnjih 3 letih se pa ukvarjamo tudi seveda s fotovoltaiko. Če bi me vprašali pred 15 leti, ali se bi ukvarjal z fotovoltaiko, bi rekel, da ne. Kajti takrat še ta tehnologija ni bila dovolj zrela na trg in se seveda ni finančno splačala. Pred 3 leti sem pa tudi jaz, bom rekel, doumel, da je ta tehnologija dovolj zrela, isto kot je LED tehnologija dovolj zrela, da jo imamo lahko v vsaki stavbi, na javni razsvetljavi je tudi tehnologija fotovoltaike dovolj učinkovita, stroškovno učinkovita, da se lahko za projekte povrnejo take investicije v recimo do 7 let. Projekt Obsen. Z Davorinom smo se spoznali, bom rekel, leta 2019, praktično na enem izmed podjetniških druženj, ki so na voljo v Sloveniji. Skupaj smo se dejansko srečevali na podjetniških zajtrkih ob sredah. In takrat je Davorin prišel k nam z idejo, da bi rad imel spletno stran s predstavitvijo trenutnih storitev, ki jih ponuja na trgu. To je takrat bilo dejansko, bom rekel, elektroinštalacije, bom rekel, te napeljave in pa vzdrževanje javne razsvetljave, katera pač je opravljal oziroma še opravlja za različne kraje. Iz tega je nastala tudi ideja potem, da bi dejansko razvili spletno trgovino, ki smo na to tudi naredili, in sicer spletno trgovino tako za končne kupce kot tudi poslovne uporabnike, ker Davorin med drugim tudi uvoznik, bom rekel, svetil in podobnih zadev, kar je vse pač z elektroniko povezano. In v letu 2019 smo ta projekt uspešno izpeljali, takrat smo tudi še kandidirali za neka evropska sredstva, ki smo jih pridobili. Že takrat sem pa jaz tudi vedel, da Davorin po malem tipa ta del sončnih elektrarn. Dejansko zanimal se za prodajo oziroma že nekaj malega tudi začel z prodajo, ampak v tisti fazi se še nismo dogovarjali za nobeno sodelovanje. Uspešno smo izvedli zgolj stran in pa trgovino. Tako da, in ko sem začel se ukvarjati z fotovoltaiko, sem v 3 mesecih opazil, da sem se svojih strank lotevam bolj manj iz osebnega odnosa. To pomeni, kdo je mene poznal, sem jim poskušal prodati, sem rekel, da se s tem ukvarjam, da tudi to montiramo, projektiramo na posameznih bomo rekel, hišah ali pa na posameznih poslovnih objektih. In po 3 mesecih sem že vse povedal, ne? V bistvu ni več bilo strank. Sem pa spoznal IT Melono, ki smo se družili na poslovnih zajtrkih, in smo začeli raziskovati, kako bi to zadevo začeli digitalizirati, prodajo predvsem, da bi ljudje okrog mene, ki imajo ta izziv postavitve sončnih elektrarn, prišli do mene, kje bi me lahko našli. Seveda prvo smo postavili internetno stran, to je tisti prvi korak, potem seveda drugi korak pa je, kako na nek način oglaševati. Jaz sem bil zelo skeptičen pri prvih korakih, kajti kot podjetnik nisem imel izkušenj s tem. In seveda neki prvi vložki, prvih 3 mesecev v bistvu se niso povrnili. Nekaj kontaktov smo pridobili, vendar bom rekel, nisem bil najbolj zadovoljen, če smo na pravi poti.
In smo rekli, ok, dajmo še si 3 mesece časa z enim vložkom dodatnih finančnih sredstev za Facebook kampanje, za tam, kjer v bistvu ljudje so, ne? Da jih tam izobražujemo, da jim kažemo, kaj smo naredili, kako se da narediti, katere tehnologije uporabljamo, kakšno opremo imamo. In po 3 mesecih se pa začeli ljudje spraševati, kaj je moj prvi korak, da pridem do elektrarne in kaj mora sploh narediti, ne? Kaj ti elektrarna postaviti, mi smo jo opisali v 22 korakih, tako da ni tako preprosto, kako priti do sončne elektrarne na vaši hiši. Za IT Melono smo pač razvili en proces avtomatizacije obdelave strank. To pomeni, da stranka nikjerkoli za nas ve, pride do naše pristajalne strani na internetni strani, tam odda v bistvu samo 4 podatke, nič več ne rabimo. Rabimo, kdo ste, ime pa priimek, telefon pa e-mail, da lahko komuniciramo digitalno, telefon, da vas lahko osebno pokličemo. In na ta način smo začeli kontaktirati stranke. Videli smo, da prvi korak za elektrarno je pridobitev elektrosoglasja. To je ta korak, ki je malo bolj zahteven in ga nismo hoteli zapakirati v celi sistem prodaje električne elektrarne. Samo elektrarno smo začeli prodajati na 2 različna načina. Ja, en način je, da se dogovorimo na začetku, en način pa je za neke stranke, da gremo po korakih in da lahko stranka vedno svobodno izbira, ali gre z nami naprej ali ne. In ta drugi način je bil za nas zelo, bom rekel, dober, kajti stranke so nam zaupale neko manjšo vrednost za izdelavo te vloge za soglasje, da smo jim to tehnično pravilno izpolnili, da so prišli, da so potem podali po zakonu o upravnem postopku vlogo na distribucije in so pridobili soglasje. To je minilo kar nekaj časa, odkar smo postavili to stran pa trgovino, ko je Davorin praktično sam prišel do mene in rekel, da ima nekoliko izzivov pri tem, da išče nove, bom rekel, kupce oziroma potencialne kupce sončnih elektrarn. Koliko se spomnim, je Davorin takrat prodal, mislim, da 3 sončne elektrarne svojim znancem, prijateljem in tako podobno, in pa eno je postavil oziroma imel v postavitvi doma, tako da je bil projekt, bom rekel, še tako zelo v začetni fazi. No in takrat smo z Davorinom dejansko predebatirali, kako bi začeli, na kakšen način bi začeli. Smo se dogovorili za neko izven standardno ponudbo, zato da smo ga dejansko uspeli prepričati, da bi nekaj investiral v to, da bo dobil prva povpraševanja. No in tako smo takrat dejansko prišli do tega, da smo naredili prvo pristajalno stran za povpraševanja po sončnih elektrarnah, ki je bila malenkost obširnejša, predstavljene so bile prednosti, slabosti, vse potrebno za pridobivanje, bom rekel, subvencije tudi za sončno elektrarno in pa seveda tudi nekaj prvih projektov v slikovnem gradivu, ki dejansko jih je Davorin že izvedel oziroma jih je izvedlo njegovo partnersko podjetje. Seveda pa se tu sama ideja ni zaključila. Mogli smo biti nekoliko drugačni od vseh preostalih ponudnikov na spletu in zato smo bili eden izmed prvih, ki smo dejansko nastavili ta, bom rekel, digitalni poslovni model in ponudili uporabnikom na spletu možnost, da preko spletne strani oddaja dejansko povpraševanje samo za vlogo za soglasje, torej neobvezujoče, da morajo oddati povpraševanje za elektrarno ali pa da morajo izdelati elektrarno pri podjetju Obsen, ampak zgolj, da kupijo vlogo za soglasje od podjetja Obsen. In to se je takrat, bom rekel, zelo dobro obrestovalo. Po prvih 3 mesecih sodelovanja so se začele, bom rekel, obračati konkretne številke na področju povpraševanj za vloge za soglasje in pa tudi na povpraševanjih za same sončne elektrarne. Sedaj, ko enkrat so si pridobili soglasje za elektrarno, to pomeni, da nimajo nobenega koli razloga, da te elektrarne, ki jo kajkoli zgradijo, ne morejo priključiti oziroma jo lahko priključijo na elektromrežje. In seveda so nam vse stranke, ki smo pridobili elektrosoglasje, prosile, da naredimo ogled. Pri samem ogledu, seveda preden pride do ogleda, smo tudi komunicirali, da smo uskladili termin ali še kakšne podatke tehnične, kako so si oni to zamislili elektrarno. Tako da na samem ogledu
smo že imeli pridobljene podatke o stranki, približno kako veliko elektrarno bi zgradila, tako da se pripravimo za ogled. Na samem ogledu pa seveda stranko prvo prosimo, da lahko poslikamo hišo, poslikamo detajle, kje bodo vgrajene naprave, in pri samem ogledu je tudi probamo izobraziti o kvaliteti panelov, konstrukcije, samih inverterjev, pač nekih delov elektrarne in pa seveda, kakšen je postopek, da se ta projekt spelje do konca. Seveda se pogovorimo tudi o kako se elektrarna bo financirala, ali bodisi preko dobrih kreditov iz ekosklada, lastnih sredstev. Tako da imamo tu zelo osebni pristop. Ta osebni pristop je potem tudi nam, bom rekel, z tem pristopom smo tudi mi bili zelo uspešni, kajti imamo več kot 50% uspešnost prodaje, to pomeni vsaka druga stranka od nas skupaj, kaj sem v bistvu preverjal z neko svojo konkurenco pa svojimi kolegi, je pač naš pristop dokaj učinkovit. Je pa resno, da brez digitalizacije procesov, ki nam delajo v IT Melona, ne bi bili uspešni, kajti z digitalizacijo nam pripomorejo tudi kasnejšo komunikacijo s strankami. Zaenkrat tudi v letu 2024 delamo na enak način za stranke, ki smo jim pridobili soglasja. Sedaj imamo tudi določeno novo ponudbo za tiste, ki še so pridobili soglasja ne z nami, seveda, da izenačimo ceno in damo kakšno nagrado, to meni Energy Meter zastonj, tako da lahko tudi stranke se na nas obrnejo, tudi tiste, ki niso pridobili, ki imajo soglasja, bodisi ne z nami, da če nas pokličejo, da pridemo na en taki tehnični obisk in nam se pomenimo o izgradnji tudi iz našega, bom rekel, vidika. Prve konkretne marketinške aktivnosti so se začele izvajati v letu 2022, ko je podjetje Obsen investiralo, bom rekel, prvič neki minimalni vložek, ko sem že prej omenil, zato da smo začeli marketinške kampanje. To je bilo takrat na letni ravni 4750 evrov in takrat smo zgolj s pomočjo Facebook in pa Instagram oglaševanja ter Google oglaševanja prišli do 215 povpraševanj direktnih za sončne elektrarne in pa kar 560 povpraševanj za vloge za soglasja. In to je ravno ta, bom rekel, drugačen način bil od vseh ostalih, saj smo na trgu ponudili zgolj ureditev vloge za soglasje in seveda so se vsi ti uporabniki, ki so dejansko oddali povpraševanje za vlogo za soglasje, potem se tudi z veseljem vračali nazaj še s povpraševanjem za sončne elektrarne. Nato v letu 2023 smo na digitalnem delu, bom rekel, precej pojačali oglaševalske kampanje, še vedno smo bili v nekem minimalnem budžetu za to obdobje in sicer v 12 mesecih je bilo investirani 2200 evrov marketinških sredstev v oglaševalske kampanje. Zopet ostajali smo, bom rekel, v veliki večini na Facebooku, Instagramu in Googlu, tokrat smo dodali zraven še pa tudi LinkedIn, s tem namenom, ker dejansko smo začeli oglaševati tudi velike sončne elektrarne oziroma, bom rekel, sončne elektrarne za poslovne subjekte. In tako smo pridobili direktnih povpraševanj za sončne elektrarne 146, samih vlog za soglasje pa bilo povpraševanj 652, kar se vidi, da je bilo dejansko še povečanje po povpraševanju za vloge za soglasja. Ja, kot podjetnik zasledujem v bistvu neke 4 korake pri prodaji. To pomeni, da probam pridobiti čim več lidov, to pomeni, da imam neki produkt, ki se jo ljudje zanimajo. Pri pridobivanju teh lidov je avtomatizacija od IT Melona, pravim, mene navdušuje, kajti vse podatke, ki jih pridobivamo, bodisi potem s kasnejšo dokumentacijo so zbrane in da lahko jih potem naprej obdelujemo. Mi jih obdelujemo seveda z izobraževanjem kupcev, to je osnova, to so ti osebni ogledi. Potem pa naredimo 3 različne ponudbe elektrarn, kot da se lahko kupec odloča med osnovno verzijo, bom rekel napredno verzijo in pa premium verzijo in pa kasnejšo potem sodelovanje s strankami preko
aktivnosti, poprodajnih aktivnosti preko internetne trgovine, ki nam je tudi IT Melona naredila. Tam so seveda produkti za optimizacijo stroškov električne energije, to so razna svetila, razni drugi frekvenčni pretvorniki in tako naprej, da se lahko tudi tam izbirajo. Je pa res tako, da ko enkrat imamo kontakt za svojo stranko, je tudi ta kontakt na nek način izobražujemo, kaj je na področju fotovoltaike, optimizacije električne energije. Po prejetih povpraševanjih je seveda sledil prodajni proces tem osebam oziroma kontaktov, ki smo jih pridobili. V začetku smo zgolj imeli spostavljeno, marketinško avtomatizacijo znotraj našega sistema Mautic, ki je uporabnikom v avtomatiziranih kampanjah poslala potem, mislim, da 12 ali 15 različnih mailov, skozi katere smo jim podrobneje predstavili sončne elektrarne, njihovo porabo, prednosti in pa seveda, možnosti financiranja in tako naprej. Takrat še v začetku se z klicanjem teh, kontaktov ukvarjal tudi Davorin. Nekje v letu 2023 pa je tudi na tem področju si pridobil pomoč, dodatno, roko v prodaji, ki je začela opravljati prve klice s temi potencialnimi kupci in je Davorin dejansko prevzel vlogo samo še priprave ponudb in pa ogledov na terenu. Ja, vsi se učimo. Tudi jaz kot podjetnik se učim, da moram večkrat tudi kaj vprašati, vendar so zelo proaktivni. V bistvu vse informacije, ki jih jaz kot podjetnik potrebujem, mi jih preko e-maila izvozijo oziroma me kar obveščajo, tako da ne rabimo zdaj se vedno klicati in da imamo tedenske obvestila, kje se kaj dogaja, tudi dnevna obvestila glede seveda leadov in strank. Imamo tudi koordinacijske sestanke, da potem načrtujemo, kakšno bo oglaševanje, kakšen bo investicija v oglaševanje, kaj moramo narediti. Zelo mi tudi dobro svetujejo, ker oni pač imajo seveda širši nabor informacij, kaj je trenutno na trgu, kaj prime, tudi mi z njimi poskušamo. Vendar opažamo, da vedno najbolj pritegnejo videe, ki so, v bistvu niso profesionalni, ampak so videi, ki so posneti z telefonom, ta real story, in potem na te videe je v bistvu največ teh leadov, s katerim recimo ko se pokaže video, se ti link do naše pristajalne strani vedno pokaže, da lahko stranka odda svoje kontakte. To strategijo zaenkrat zelo dobro uporabljamo in tudi svetujem, da mogoče tudi vi preizkusite. Zelo nas je presenetil podatek prodajnih številk podjetja Opsen, saj ko so nam sporočili, da dejansko iz teh kontaktov, ki jih pridno pridobivamo preko digitalnih kanalov, imajo več kot 50% uspešnost, oziroma če bi karikiral, da dejansko vsaki drugi stranki praktično prodaja na koncu sončno elektrarno in ima, zelo visoko stopnjo konverzije. Kaj je to za nas pomenilo? To je za nas pomenilo, da dejansko smo zbirali kontakte, ki so relevantni in dejansko so potencialni kupci sončnih elektrarn oziroma dokazano so postajali kupci. Res je pa, da nekaj kontaktov definitivno tudi odpade že v začetku, katere dejansko segmentiramo skozi, tole marketinško avtomatizacijo, kjer točno vidimo, kdo odpira neke določene maile, katere vsebine pogledajo, če so dejansko res zainteresirani in te kontakte tudi točkujemo do tega, koga je res potrebno poklicati. Kljub temu so se na podjetju Opsen odločili, da bodo poklicali vse kontakte, ki jih dobimo noter v bazo, tako da dejansko vsak izmed teh kontaktov, ki je bil pridobljen, je bil tudi poklican do sedaj in se še vedno kliče. Ja, ob koncu bi se seveda zahvalil marketinški agenciji IT Melona, da je mene malo preoblikovala kot podjetnika, da sem tudi šel v te vode digitalizacije in pa iskanje strank preko novih teh socialnih omrežij. Če pa želite kaj več izvedeti o optimizaciji stroškov električne energije, kliknite na www.opsen.si, seveda zmanjšajte stroške vaše energije. Hvala. Na naše sodelovanje s podjetjem Opsen smo zelo zadovoljni. Moram reči, da smo skupaj v preteklih letih zgradili eno, odlično zgodbo in jo gradimo še naprej.
nadaljujemo z vsemi oglaševalskimi aktivnostmi. Davorin je ena taka, bom rekel, zelo srčna oseba, ki tudi rad priskoči na pomoč, če kadarkoli potrebuje, ga lahko pokličemo oziroma se obrnemo nanj. In nam je res ponos, da skupaj z njim gradimo eno, bom rekel, uspešno podjetniško zgodbo. Tako da, seveda, pa če želite tudi vi zgraditi svojo uspešno podjetniško zgodbo v digitalnem svetu, smo vam z veseljem na voljo, da nas kontaktirate na katerikoli izmed povezav, ki jih najdete na naši spletni strani. Kontaktirajte nas in z veseljem bomo opravili prvi sestanek z vami, da vidimo, če smo si povezava.